15. november je dan, ko se na slovenskih cestah uradno pričenja zimska sezona in traja do 15. marca prihodnjega leta. Vremenske razmere pa lahko ta čas skrajšajo ali podaljšajo. V tem času bodo enote zimske službe v stalni pripravljenosti. Nigrad bo dela tudi letos izvajal skupaj s kooperanti in podizvajalci. Za prihajajočo sezono bodo na Mestni občini Maribor za izvajanje del namenili 400 000 evrov manj kot lani. V proračunu smo predvideli v letu 2018 1 milijon evrov. Če bi slučajno bilo potreba, da bi bilo teh stroškov več, jih bomo seveda morali pokriti z ustreznimi prerazporeditvami, s tem, da pa žal ni možno napovedati, koliko bomo za to potrebovali. Obstajajo neki izkustveni podatki iz preteklih let. Ekstremna bila lanska zima, ko je bil relativno zelo močan mraz nekaj časa, pa tega prej več kot 20 let ni bilo, tako da tudi to lahko težko rečemo, da je merilo. Dodal je še, da je mestna občina vse lanske stroške pokrila in da so vsi izvajalci plačilo prejeli. Program izvajanja zimske službe je usklajen z zahtevami krajevnih skupnosti in mestnih četrti, za izvajanje del pa bo tudi letos na voljo 80 plužnih enot in 150 delavcev. Na zimo so dobro pripravljeni, izvedli pa so že tudi pregled vseh plužnih enot. Imamo na zalogi v tem trenutku še od leta zime 2015-16 za, bi rekel, do konca leta dovolj soli, vsaj upam, glede na to, da nekih strašnih padavin ni predvidenih, nekje okrog 600 do 700 ton soli posipne in pa okrog 900 kubičnih metrov različnih posipnih agregatov in tako kot za mešanico peska soli, se pravi frakcije 4 do 8, 2 do 4 in pa nekaj tudi 8-16 za makadamska vozišča na višje ležečih predelih. Enote bodo s pluženjem pričele, ko na glavnih cestah zapade 10 cm snega. Kriterij za ostale ceste je 15 cm. Vsa vozila, vključno z vozili kooperantov in soizvajalcev, pa so opremljena s sistemom GPS, ki omogoča sledenje, navigacijo, komunikacijo in upravljanje z voznim parkom. Predstavnik prometne policije je opozoril še na pravočasno pripravljenost zimske opreme in povedal, koliko voznikov je zaradi neupoštevanja tega predpisa bilo sankcioniranih v lanskem letu. Globe za kršitelje se gibajo v razponu med 40 do 500 evrov. Nekje med 50 pa 60 je bilo voznikov, ki niso imeli ustrezno opremo. Čeprav moram reči tako, da policija poostrene aktivnosti bo izvajala takrat, ko bodo snežne razmere. Nima smisla, da izvajamo neke poostrene aktivnosti, če imamo ceste kopne, če so temperature take, da v bistvu se lahko vozniki tako z letnimi kot zimskimi gumami vozijo po cesti oziroma z letno opremo oziroma zimsko opremo. Mariborčani bodo tudi letos lahko dobili sol za posip. Ob predložitvi osebnega dokumenta prevzamejo 20 kg soli na sedežih mestnih četrti in krajevnih skupnosti. Člani operativnega štaba pa občane še pozivajo, da med snežnimi padavinami svoja vozila z javnih površin odstranijo in s tem omogočijo lažje delo pri pluženju in posipu. Pluženje v ožjih ulicah, predvsem zaradi parkiranih vozil v strnjenih naseljih, je namreč večkrat oteženo.